Ko sem ga prvič zagledala, sem mislila, da sem spoznala moškega svojih sanj. Bil je zelo očarljiv in želel je biti z mano ves čas. Na začetku me ni motilo, da je bil raje sam z mano in da je zavračal, da bi spoznal moje prijatelje in družino. Mislila sem, da me tako zelo ljubi, da mu ni mar za druge. Kmalu je postal zelo ljubosumen in začel me obtoževati, da imam afero, čeprav takrat nisem šla nikamor brez njega. Vedno pogosteje je imel jezne izbruhe. Med izbruhi je bil zelo žaljiv. Zmerjal me je, grozil mi je na različne načine. Za vse sem bila vedno jaz kriva. Začela sem se ga res bati. Na začetku so se takšne reči dogajale vsake toliko časa, vendar se je kmalu dogajalo vsak teden in nato vsak dan. Poskušala sem zadovoljiti vse njegove potrebe, v upanju, da ga bo to ustavilo, ampak ga ni. Postajal je vedno bolj nasilen. Ko ni bil prave volje, je včasih razbil vse kozarce, ki sva jih imela, in nato zahteval, da vse počistim. Prvič me je udaril, ko sem prišla domov iz porodnišnice, kjer sem rodila najinega prvega otroka. Jokala sem celo noč. Začela sem se zavedati, da se zlorabe ne bodo preprosto končale. In se niso. Prvi udarec ni bil nič v primerjavi s tistim, kar je sledilo. Najhuje je bilo, da je vztrajal, da sva imela spolni odnos vsakič, ko me je pretepel. Bilo me je preveč strah reči ne, tako da sva imela spolne odnose. Najini otroci so jokali v sosednji sobi, prestrašeni zaradi vsega, kar se je dogajalo. Dolgo nisem vedela, da je to posilstvo. Končno sem se odločila, da ga zapustim. Nisem vedela, kam iti z mojima 2 otrokama. Nisem imela denarja za najem stanovanja. Pred leti sem izgubila stike z vsemi prijateljicami in prijatelji. Imela sva veliko hišo, zato sem predlagala, da se ločiva in živiva v različnih nadstropjih. Bilo bi dovolj prostora za vse. On ni hotel niti slišati o tem. Rekel je, da moramo ostati skupaj kot družina. Toda njega je bilo samo strah, da bi izgubil nadzor nad mano, če bi živela ločeno. Želel me je imeti tam, da bi me lahko še naprej zlorabljal. Ampak tega takrat nisem vedela. Čez nekaj časa je stanje postalo nevzdržno. Bala sem se, da me bo ubil in nihče ne bi vedel, kaj se je zgodilo. Zato sem začela govoriti o svoji zlorabi z nekaj sosedi, znanci, ljudmi, ki sem jih poznala, čeprav niso bili res moji prijatelji. Vsi so rekli, naj ga takoj zapustim. Nekateri so dejali, da sem nora, da imam 2 otroka z moškim kot je on. Strinjala sem se z njimi, vendar sem ljubila svoja otroka. To je bila edina stvar najinega odnosa, ki je bila dobra, edina pozitivna stvar v mojem življenju. Izgubljala sem moč, nisem mogla spati, komaj sem kaj pojedla. Izgubila sem 15 kilogramov v nekaj mesecih. Poskrbela sem za svoja otroka, ki sta bila takrat stara 3 in 4 leta, vendar se nisem smejala, nikoli nisem bila zares sproščena. Mislila sem, da bom znorela in mi bodo odvzeli otroka. Kaj se bo zgodilo z njima, če se mi kaj zgodi? To je bila moja največja skrb, saj sta bila edini razlog, da sem še vedno želela živeti. Nekega večera, potem, ko me je pretepel, me je izvlekel ven iz hiše in zaklenil vrata. Hudo me je pretepel in celo telo me je bolelo. Poklicala sem policijo, predlagali so, da grem v krizni center za čez noč, saj ni varno za mene, da ostanem v hiši. Pomagali so mi, da sem šla nazaj v hišo in vzela otroka, ki sta že spala. Vzela nisem ničesar drugega. Ni mi bilo mar za nič. Želela sem le oditi in se nikoli več vrniti. In se nisem. V kriznem centru sem ostala nekaj tednov. Kontaktirala sem tudi socialno službo ter vložila prijavo na policijo. Potem smo se skupaj z otrokoma preselili v varno hišo. Dobila sem veliko podporo strani tam zaposlenih. Končno sem se lahko sprostila in razmišljala, kakšno življenje si želim. Ni bilo vedno lahko, vendar sem razmišljala, če sem preživela odnos s svojim bivšim partnerjem, lahko preživim karkoli.